Protokolarno darilo s težo in simboličnim pomenom, o katerem ne želi špekulirati nihče. Turški predsednik Erdogan je na nedavnem vrhu Zveze NATO v Ankari poskrbel, da so zavezniki srečanje zapustili bolj oboroženi, kot so nam prišli. Prav vsak je dobil revolver kalibra 357 Magnum, naboje in še čistilni set za orožje. In kaj so o tem nenavadnem darilu povedali državniki? Kaj bo z njim storil Janez Janša? Marko Gregorc. Ko so voditelji pozirali na skupinski fotografiji, se jim še sanjalo ni, kakšno presenečenje jim je ob slovesu pripravil turški predsednik Erdogan. Tale revolver kalibra 357 Magnum je prejel litovski predsednik vlade, ob njem pa še 6 nabojev, pribor za čiščenje in pripadajočo dokumentacijo. Nenavadno darilo je številnim evropskim državnikom povzročilo logistične težave. Uvoz orožja s tretjih držav ni mačji kašelj. Svojo pištolo je dobila tudi Ursula von der Leyen. Because it is a firearm, it will be securely transported and stored, and once it is decommissioned, it is the intention of the president to donate this gun to a military museum. Da so možne različne interpretacije simbolnega pomena darila, še pravijo v kabinetu predsednice komisije. Darila ni razumel niti hrvaški predsednik Milanović. Jutro sem saznao da nam je uvalio pljuce. Ništa, pa nemam pojma u uredu, u podrumu negdje. Što bi rekli, odbio od praga. Ne kužim. Kar nekaj državnikov je revolver pustilo na svojih veleposlaništvih v Turčiji. Pištola, ki jo je prejel Janez Janša, njegovo ime je vgravirano na škatli in cevi revolverja, pa naj bi že bila na Gregorčičevi. Z njo ravna državni protokol. Darilo je presenetilo tudi kanadskega premijeja. It's not what I expected. Struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the whatever it was, 357 caliber, whatever. Erdogan naj bi z nenavadno pozornostjo želel pokazati moč njihove orožarske industrije. Državniki morajo sicer vsa darila prijaviti protikorupcijski komisiji. Seznam daril preteklih 10 let je javno dostopen na spletni strani komisije. Vsak državljan si lahko ogleda tudi, koliko je bilo darilo vredno in kdo ga je dobil. Samo letos so državni organi prijavili že 196 daril. Največ so jih dobili na zunanjem ministrstvu in uradu predsednice, ker pa so bila darila najbolj vredna, skupno kar 128 tisoč evrov.